V tem videu bomo obremenitve nanesli na konstrukcijo. Prvi korak je, da v zgornjem desnem kotu izberemo load case, ki ga bomo uporabili na konstrukciji. Začnimo z load case 2. V input panelu so ukazi za nanašanje obremenitev, prav tako kot v SEAS podlige HTU. Load case 2, dodatno stalno obremenitev, bomo nanesli kot površinsko obremenitev. To bo enostavneje, če bomo izolirali vse plošče. Izberimo strešno ploščo, nato pa z desnim klikom v lastnostih te plošče izberimo Layer in izberimo možnost Expand Selection. Nato v orodni vrstici izberimo možnost za skrivanje vseh elementov, ki niso izbrani. Na modelu bodo vidne samo plošče. Sedaj bomo uporabili ukaz Surface Load on 2D, pri čemer naj bo vrednost obremenitve -3 km². Označili bomo vse plošče, razen temeljne, ter stopnišče. Obremenitev v smeri globalnega koordinatnega sistema je nasprotna pozitivni z osi. Obremenitev na strešni plošči lahko povečamo na -4 km² zaradi dodatnih plasti ravne strehe. Dodatno stalno obremenitev za klet bomo določili kasneje. Preidimo na nastavitev Load Cases 3 na enak način. Uporabimo Surface Load on 2D z vrednostjo -2 km². Na strešni plošči lahko znižamo obremenitev na -0,6 km². Za Load Case 3 je potrebno dodati dodatno obremenitev za kletno etažo. Aktiviramo analitični model brez renderja. Zadali bomo površinsko obremenitev na stene v XY smereh, tako pozitivnih kot negativnih, v višini 2,5 km². Preostalo nam je še definirati Load Case 4. Najprej moramo v nastavitvah projekta v kartici Actions unesti ustrezne klimatske parametre. To je značilna vrednost obremenitve snega na tleh za ustrezno nadmorsko višino. To bomo prebrali iz tabel značilnih vrednosti snežnih obremenitev glede na cone in ustrezne karte za cone. Naj bo vrednost 1,5 km². Prav tako je potrebno paziti, če je konstrukcija na nadmorski višini nad 1000 metrih. To je treba spremeniti, da se dejavniki kombinacije pravilno preberejo. Potrdili bomo vse z OK in najavili obremenitve na streho, kot površinsko obremenitev v smeri osi Z. Vrsta obremenitve je sneg in vnesemo koeficient oblike obremenitve snega -0,8, odvisno od nagiba strehe oziroma ravne strehe.